404 je star 10 let, toda njegova zgodba se je pravzaprav pričela že kar nekaj časa pred tem. In to ne kar nekje, ampak v vesolju. No, še malo pred tem v delavnici na gimnaziji Vič, kjer se je nadobudni profesor fizike Rok Capuder odločil zbrati skupino dijakov in dijakinj ter jih izzvati. Dokam sežejo sposobnosti mladih, kaj lahko ustvarijo, kako se bodo spopadli z izzivi mnogo zahtevnejšimi od šolskih vsebin in ali bodo pri tem vztrajali. Zdelo se mi je, da ni popolnoma nobenega razloga, zakaj ne bi mogli že dijaki v srednji šoli polni enega znanja, mogoče bolj teoretičnega, se lotiti tudi zahtevnejših projektov, tehničnih projektov, projektih, ki naslavljajo take čisto, življenjske izzive. Zaradi tega smo na gimnaziji Vič se najprej lotili projekta Vič gre v vesolje in zaradi uspehov tega projekta, predvsem zaradi navdušenja dijakov, smo se potem v naslednjih letih lotili tudi izdelovanja prve slovenske podmornice Kalipso. 404 je ustanovljen. Prostore je našel v majhni pisarni v Stegnah, dijaški projekti pa so se začeli tudi na drugih srednjih šolah. Prvo leto smo jih tako izvedli kar 7. Potekali so na gimnazijah Vič, Bežigrad, Ledina, Poljane, Moste ter Kamnik. Roboti, cepelini, trikolesniki so skozi šolsko leto ogledali luč sveta, zaključil pa se je tudi 3-letni projekt raziskovalne podmornice Kalipso. Vesolje pa je še vedno ostajalo uganka, a ker smo želeli še višje, se je študentska skupina Cirrus lotila izgradnje rakete. Hitro smo spoznali, da potrebujemo večje prostore. Še v drugem letu smo se preselili. Od takrat naprej je naš dom Mencigerjeva 7, kjer gostujemo na Inštitutu za metalne konstrukcije. Skozi leta smo zapolnili praktično vse proste kotičke stavbe in jih napolnili z mladostno zagnanostjo, radoživostjo ter inženirsko iskrico. Vzgojo mladih inženirjev in inženirk pa smo ponesli še dlje in pričeli z aktivnostmi za otroke. Prve poletne tabore smo preživeli blizu Rimskih Toplic, kjer smo mlade skozi poletne aktivnosti kar nekaj let navduševali nad novimi izzivi. Začeli pa smo pripravljati tudi prve sobotne delavnice. In ena je bila prav posebna. To je bila moja prva sobotna delavnica. Jaz sem bila zelo živčna in prišlo je nekih 8-9 otrok. Med njimi je bil tudi Aljaž, ki je prišel s svojim očetom. Bil je še zelo, zelo majhen. Spomnim pa se, ko sem tiste lese skupaj sestavljal, pa kako je delovalo, kako se je tisto vrtel. Mi je bilo ful zanimivo, kako se tisto kar tako vrti. In smo tudi mislili, da se bo to neskončno vrtelo, ampak pa smo že ugotovili, da ko baterije zmanjka, se bo nehalo. Ponesti idejo 404 širom sveta je bila vedno naša skrita želja. Toda malo kdo ve, da smo se na prvo pot odpravili na drugi konec sveta, v Čile. In kaj smo tam počeli? Raziskovanje vesolja pa spraševati se, kaj je tam zgoraj, mislim, da je skupna kar vsem otrokom, se pravi ne samo slovenskim. Zaradi tega smo v Čilu skupaj s 3 njihovimi srednjimi šolami izdelali projekt Globo Inteligente, kjer smo na rob vesolja spustili 3 atmosferske balone in se spraševali, kaj tam je. V Sloveniji pa s polno paro naprej. Dijaški projekti, novi študentski projekti. Začeli smo celo dokumentirati našo zgodbo skozi vloge. Pa sodelovali na okroglih mizah in skušali prepričati politiko in šolstvo, da je potrebno mladim omogočiti praktične izzive, jih pri tem podpreti in mentorirati. Kaj še? Izvali smo prikupna predavanja z različnimi gosti ter si širili obzorja, organizirali prvi slovenski Maker Fair dogodek in delali tudi na takih nenavadnih projektih. Ja, zopet raketa. V vesolje nas kar vleče, kaj ne? Tja se kmalu spet vrnemo. Pod svojo streho smo sprejeli še 2 novi študentski ekipi, ki na mednarodnih tekmovanjih zelo uspešno zastopata Univerzo v Ljubljani. Podporno okolje, naši prostori, oprema, stroji so vedno na voljo za vse mlade, ki želijo udejanjati svoje inženirske projekte. Pa gremo zopet v tujino, tokrat v Mehiko. Tam je potekala druga izvedba tekmovanja First Global, največjega svetovnega robotskega tekmovanja za mlade na svetu, z več kot 160 udeleženimi državami. Na 404 smo leto prej vzpostavili ekipo Slovenije, ki od takrat dalje vsako leto zastopajo dijakinje in dijaki iz Vegove. Slovenija na tem tekmovanju sodeluje že od samega začetka, od leta 2017. Jaz sem tam bil najprej kot dijak, potem sem pa leta 2019 postal mentor.
Smo pa lani začeli tudi s tekmovanjem First Tech Challenge, kjer smo pa tudi precej uspešni, kot vidite. Pripravili smo počitniška varstva za otroke. Udeležilo se jih je več kot 60, organizirali pa smo tudi zaključni dogodek na Mestni občini Ljubljana. Ker si želimo omogočiti čim bolj kakovostno praktično izkušnjo za mlade, ki se lotevajo svojih inženirskih podvigov, je seveda pomembno, da imamo na voljo čim več strojev ter opreme. Kupili smo nov CNC stroj, predtem pa tudi laserski rezalnik, 3D printerje in še mnogo drugega. Za čudovit zaključek šolskega leta pa je poskrbela ekipa Edward Rusjan, ki se je iz ZDA vrnila z zmago na DBF tekmovanju. Res izjemen uspeh. Zanimivo leto je bilo pred nami. Začeli smo ga polni zagona. Sestavljali in preizkušali smo zanimive DIY izdelke ter za podjetja pripravljali posebne inženirske teambuildinge. Potem pa je marca sledilo zaprtje zaradi epidemije. Toda nismo se ustavili. Hitro smo preoblikovali naš način dela ter aktivnosti prestavili na internet. 3D tiskali pa smo tudi zaščitne maske, izdelovali zaščitne vizirje ter sodelovali pri razvoju slovenskega respiratorja. Naše spletne aktivnosti smo razširili tudi med študentarijo ter pripravili online hackathon, na katerem so spoznavali podjetja ter reševali njihove izzive. Pripravili smo tudi serijo izobraževalnih videov, v katerih smo se poglobili v zahtevne elektrotehniške vsebine. Gostovali smo še v oddaji na televiziji Slovenija in se tam spoprijateljili z Nikom, s katerim smo posneli 2 zanimiva videa o 3D tisku. Povezovali smo se tudi z organizacijami iz tujine ter v naši delavnici organizirali 2-tedenski program na temo upcyclinga. Ekipa Edward Rusjan se je iz tujine vrnila z odličnim drugim mestom. Seveda pa nismo odnehali z našimi osnovnošolskimi programi. V zadnjih letih jih namreč pripravljamo kar po 8-letno. Z njimi izobražujemo otroke skozi celotno osnovno šolo ter jim približujemo inženirske vsebine. Vse od spajkanja in programiranja pa do 3D modeliranja ter dela s stroji in napravami. Že 6 let vodim program Edison, to je naš program za najmlajše. Tam otroke usmerimo v svet inženirstva in tehnologije. Skozi različne projekte spoznavamo in osvajamo praktične veščine. Prvih 10 let je minilo kot bi trenil in na tem mestu gre zagotovo zahvala vsem, ki ste nas v tem času spremljali, ki ste z nami prehodili teh prvih 10 let, prvih 10 korakov. Hvala vam za vašo podporo, za vaš angažma. Zaradi vas smo vsako leto malo zrasli, vsako leto smo postali malo boljši, malo večji in tudi malo bolj modri. Upam, da se bodo naše poti v prihodnjih 10 letih in še kasneje še kdaj srečale. Hvala lepa in se vidimo.